čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo bo podobno 10 devicam, ki so vzeli svoje svetilke in šle ženinu naproti. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa seboj vzele olja. Preudarne pa so svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa je nastalo pitje. Glejte, ženin, pojdite mu naproti. Tedaj so vse device ostale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim, dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Toda preudarne so odvrnile. Verjetno ga ne bo dovolj za nas in za vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite. Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin. In tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svadbo. In vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile, Gospod, Gospod, odpri nam. On pa je odgovoril, resnično povem vam, ne poznam vas. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. Kristusov evangelij. Zdaj upam, da ne boste povedali gospodu župniku, da vam na začetku povem eno tako protonvrtinovo nedeljo, čeprav ne bo raca. Da se dve ženi pogovarjali, kakšno dobro kavo imam. Veš, mož mi je pa res iz Argentine. Pa je rekla ta druga, res je dobro, pa še topla je. Naj bo toplo, prisrčno tudi srečanje danes s Gospodom. Ko se zdi, ko listja pada, ko se napoveduje slana, pa november, si se zavedate, kar v 10 dneh ste in smo tukaj pokopali kar 6 vaših dragih. Naj bo Gospod plačnik. Nam pa spodbuda. Se prav, današnja Božja beseda nas k temu sili, da majčkeno gledamo še naprej. Nismo se pravi s tej priči. Ni še v polnoči. Tudi ni bilo treba prinesti svetilke sabo. Smo prinesli druge svetilke. Nas smo prinesli, da se napolnimo z Gospodom pri evharističnem oltarju in da se napolnimo tudi z Božjo besedo. Sam pa sem prinesel eno svetilko, da bi še bolj se zavedali, čeprav je to samo sveča brez olja. Vidi stran, daj v priški. Ko sem začel brati evangelij, ste takoj razumeli, ste že bili v mislih, najbrž Bog pripije. Vse to že vse vemo, kako bo s temi pametnimi in preudarnimi in nespametnimi devicami, s temi svetilkami in olja in ženinom in tako naprej. Kaj pa nam hoče današnji evangelij in Jezusova prilika danes povedati? Prav to, kar nadaljujem, ko sem že omenil. Našo pozornost obrni tudi na prihodnost. Da ni za nas samo ta svet, ampak da so kot pametne device, preudarne, so mislili tudi naprej. So imeli tudi rezervo sabo, da so lahko potem dolile in šle ženinu lahko naproti. Se zavedam? Ne samo za ta svet, tudi prihodnost je moja. In zato sem ustvarjen.
In zato sem z velikim veseljem vas gledal tudi na koru. Vi sploh ne vidite, koliko je na koru, da pridete k svete maši. In da niste podobni tistemu možu, ki je rekel svoje ženi vsako nedeljo, ko je bilo treba iti k maši: žena, pojdi še ti zame. In je sanjal, in v sanjah se je srečal s svetem Petrom, da sta oba prišla pred svetega Petra. In sveti Petr vpraša: a sta vidva gospa in gospod Novak? Ja, prav, sva. No, gospa Novak, pojdite naprej. Vaš mož, vse ste zmeraj šli, tudi vi za njega, pa ne gre kam drugam. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. Bomo prosili Marijo, ki je bila taka luč, in toliki svetniki, tudi sveti Martin, da bi šli skozi vse preizkušnje, ki je velikokrat tema, prižganimi svetilkami v rokah, da bomo enkrat se spet srečali s temi, ki počivajo in čakajo stajenja na tem pokopališču in tudi drugod. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. To vero v trojedinega Boga tudi izpovedati vsega.